5 storilcev grozljivega umora lani v Rošnji obsojenih. 130 let od začetka elektrifikacije Maribora. Mariborčani proti prvaku Bosne in Hercegovine. Dober dan. O vdoru v elektronsko pošto in zlorabi identitete stečajne upraviteljice mariborskega gradbinca MTB, sicer pa tudi direktorice invalidskega podjetja Milene Sisinger, smo poročali že včeraj. Nepridiprav je vdrl v njen računalnik in vsem naslovnikom poslal sporočilo, da zaradi težav nujno potrebuje denarno pomoč. Mariborski kriminalisti ob tem ugotavljajo, da ne gre za osamljen primer. Danes so namreč dobili še 6 tovrstnih prijav. Gospe Sisinger se zjutraj ni uspelo oglašati na vse telefonske klice, toliko prijateljev ji je želelo pomagati oziroma so preverjali resničnost sporočila. Nepridiprav, ki je vdrl njeno pošto, je namreč vsem naslovnikom v imeniku poslal sporočilo, da je ostala v Londonu, kjer so jo ukradli, zato prosi za dobrih 2000 evrov, da se bo lahko vrnila domov. Ker je očitno poslal na vse naslove, ki sem jih v mailu, v adresarju maila. Pač predvidevam, da jih je tudi tam bilo nekje okrog 600-700. A očitno Sisingerjeva ni bila edina žrtev neznanih storilcev, ki so na tak način želeli pridobiti denar. V 2 dneh so na mariborski policijski upravi dobili še 6 prijav zlorabe identitete. So največkrat zlorabljeni mobilni telefoni, ki delujejo kot pametni telefoni, osebni računalniki ali pa tablični računalniki. Tako še ni znano, ali gre za enega ali več storilcev in tudi ne, ali ti prihajajo iz tujine. Možnosti, da nam vdrejo v računalnik, je namreč veliko. Da mu pošlje kakšno izvršljivo datoteko, ki jo uporabnik požene, ker mu pač zaupa, da je naivn, pa da se tehnološko ne spozna, da tudi se uporabnik na kakšnih javnih mestih prijavlja. Hroveč je poudarja, da smo najbolj ranljivi zaradi preveč enostavnih gesel ali pa enako geslo uporabljamo za različna opravila. Prav tako pa veliko ljudi prezre varnostna vprašanja ob kreiranju spletne pošte ter možnosti dvojne zaščite prek mobilnega telefona. Mora vpisati svojo številko in dobi na svojo številko kodo, kar napadalci težko izrabijo. Policisti svetujejo, naj neznane pošte ne odpiramo, pomembna pa je tudi previdnost pri uporabi javnih računalnikov. Vse kaže, da ruski lastnik rimskega vrelca v Kotljah ne bo obnovil. Zdravilišče bi morali odpreti že pred pol leta, a del še niti niso začeli. Zaradi tega naj bi objekt, kot določa pogodba, z avgustom postal last občine. Ruski zdravnik Musa Abidov pa bi ostal brez $500 000 kupnine. Na rimskem vrelcu se menjajo le letni časi in obljube, a čas za slednje se imunopatologu Musi Abidovu izteka. Zelo žalostno, ker ta vrelc je nekaj spomenil. Voda rimske vrelec se včasih izvažala v Nemčijo, v druge kraje, sedaj pa, kot vidimo, da total propada. Poklicali smo predstavnico ruskega kupca v Sloveniji, ki nam je odgovorila, da se z občino dogovarjajo o nadaljnji usodi rimskega vrelca, a podrobnosti teh razgovorov nam ne želijo razkriti. Občina si želi oživitve rimskega vrelca, zato so pripravljeni roke za obnovo tudi podaljšati. Stvari grejo v smer novega dogovora, da on ne bi več nadaljeval zgodbe, vendar da bi skupnimi močmi poiskali novega lastnika. Iščejo torej investitorja, dr. Abidov pa bi nato tu zdravil svoje paciente. Torej te govorice, da naj bi šel tudi na sodišče in izpodbijal to pogodbo, ki ste jo privatno podpisali, ne držijo? To je tudi možen scenarij, ki se bo odvil v prihodnje. Abidov je namreč za rimski vrelec plačal $500 000 kupnine, pridobil gradbena dovoljenja, vse to pa glede na pogodbo s 1. avgustom izgubi. Občini mora plačati tudi slabih 60 000 evrov pogodbene kazni za zamudo. Zdaj nismo še nič prejeli. Obe strani še vedno upata na dogovor, če bo potrebno, pa bo občina ta denar izterjala z izvršbo. Peterica, ki se je oktobra lani na grozovit način znesla nad 43-letnim Davorinom Horvatom iz Rošnje in ga mrtvega pustila na Pohorju, bo morala v zapor. Najdlje kar 20 let bo za zapahi preživel glavni pobudnik Denis Sleskovar, Primožu Kosiju pa je sodišče naložilo 18 let zapora. Preostali trojici, ki je bila obsojena zaradi povzročitve hudih telesnih poškodb, je sodišče izreklo milejše kazni.
Sodišče ni v celoti prisluhnilo tožilstvo, ki je vseh 5 obremenilo, da so iz maščevanja napadli in na zelo okruten način umorili Horvata. Pri Mateji Marin, Timoteju Sitarju in mladoletniku ni ugotovilo razlogov za naklepno dejanje. Marinova naj bi se bala partnerja Leskovarja, mlajša 2 pa sta bila zaradi opitosti v stanju zmanjšane prištevnosti. Prva sta dobila 5, mladoletnik pa 4 leta zapora. Razlogi sodišča danes ob razglasitvi sodbe me niso v ničemer prepričali, da v ravnanju vseh obtožencev bil podan vsaj eventualni naklep storitve kaznivega dejanja umora in to na grozovit način in se bomo pritožili. Zagovornika Leskovarja in Kocija pred kamero nista želela, so pa bili sodbo toliko bolj zadovoljni zastopniki preostalih 3. Zagovornica Marinove se bo zoper višino kazni najverjetneje pritožila. Podobno razmišlja tudi zagovornik mladoletnika. Mogoče glede višine kazni, ampak to treba, ko bo sodba prišla, ko bomo videli obrazložitev šele takrat. Višina kazni glede na sorazmerje pa glede na zakonske določbe se mi zdi visoka. 5 je Horvata napadla v noči na 12. oktober. Slednji naj bi se zapletel z Marinovo, sicer Leskovarjevo zakonsko partnerico. Združba ga je najprej pretepla na njegovem domu, potem pa so z njim obračunali še v bližnjem gostinskem lokalu. Odvrgli so ga v gozdu na Pohorju, kjer je med 4. in 6. uro zjutraj zaradi poškodb umrl. Ptujski policisti so ponoči obravnavali prometno nesrečo, v kateri je umrla ena oseba. V kraju Orešje naj bi bila voznica z osebnim vozilom že popoldne zapeljala s cestišča in se zaletela v drevo. Uničeni avtomobil je v obcestnem Grmičevju nekaj ur pozneje opazil krajan. Tja so se takoj odpravili ptujski reševalci in gasilci. Ti so mrtvo voznico s tehničnim posegom rešili iz vozila. Okoliščine nesreče pa še preiskujejo. Štajerska avtocesta je bila zjutraj nekaj časa zaprta zaradi prometne nezgode pred priključkom Polskava proti Mariboru. Okoli 7:30 se je tam namreč prevrnilo tovorno vozilo, tovor pa se je razsul po cesti. Ranjenih k sreči ni bilo. Celjski policisti ob tem opozarjajo na problematiko prometne varnosti in tovornjakov na avtocestah, saj se je podobna nesreča zgodila tudi v ponedeljek pri cestninski postaji Vransko. Skupni imenovalec teh nesreč so hitrost, varnostna razdalja in utrujenost. Večino pa so jih povzročili tujci med dolgotrajnimi vožnjami brez nujno potrebnih počitkov, poudarjajo policisti. Zaposleni v športnem centru Pohorje so danes dobili izplačane junijske plače, je zatrdila nova direktorica podjetja Barbara Vtič-Vraničar. Denar za plačilo okoli 100 zaposlenih v podjetju so zagotovili iz tekočega poslovanja in tokrat niso potrebovali pomoči mestne občine Maribor. Sledi še nekaj drugih vesti. Glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije, niso spremenile števila poslanskih mest po strankah po državnozborskih volitvah. Največ volivcev je po pošti glasovalo za stranka Mira Cerarja, na drugo mesto se je uvrstil Desus, šele nato SDS. Ljudska stranka je dobila manjši odstotek glasov kot v nedeljo na voliščih, tako da je zdaj še dlje od uvrstitve v državni zbor. Po pošti iz Slovenije je glasovalo skoraj 1800 volivcev, 660 manj kot leta 2011. Prihodnji teden bodo prešteli še glasove iz tujine, kamor je Državna volilna komisija poslala več kot 71.000 glasovnic za izseljence ter dobrih 400 glasovnic za volivce, ki so začasno v tujini in bodo glasovali po pošti. Tik po predčasnih volitvah pa se za poslance začenjajo počitnice, ki bodo uradno trajale do začetka septembra. Kljub temu pa se bodo sestali vsaj na ustanovni seji novega sklica parlamenta, ki bo predvidoma 1. avgusta. Prvo sejo novega državnega zbora skliče predsednik republike najpozneje 20 dni po izvolitvi. Aktualna sestava parlamenta se je sicer od konstituiranja 21. decembra 2011 sestala na 25 rednih in 71 izrednih sejah. Začenjajo se tudi sodne počitnice, ki trajajo do 15. avgusta. Sodišča v tem času opravljajo le naroke in odločajo v nujnih zadevah. Mednje spadajo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah zoper tujce, ki ne prebivajo v Sloveniji. Nujne so tudi nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi in nepravdne zadeve glede pridržanja oseb v psihiatričnih ustanovah. Med počitnicami sodišča sodnih pisanj ne vročajo, tudi procesni roki ne tečejo.
Upravne enote so do 8. julija prejele nekaj več kot 121 tisoč vlog za izdajo osebne izkaznice in dobrih 35 tisoč za izdajo potnega lista, največ junija tik pred poletnimi počitnicami. Približno desetina vlog za osebne izkaznice je bila prednostna oziroma nujna. Letos je oziroma še bo veljavnost potekla približno 86 tisoč izkaznicam, od tega največ julija in avgusta. Potni list ima trenutno veljaven okoli 700 tisoč državljanov. Tudi največ tem dokumentom bo veljavnost potekla ta in prihodnji mesec. S tem, ko je pred 131 leti v Mariboru zasvetila prva žarnica, se je začela elektrifikacija celotne Slovenije. V Mariboru se je 16 let kasneje začela tudi distribucija električne energije, pred 100 leti pa so ustanovili tudi prvo javno službo za distribucijo elektrike. Elektrika je brž postala gibalo gospodarskega razvoja, ljudem pa je olajšala, pa tudi popestrila življenje. Leta 1900 je mariborski podjetnik Franc Neger s pomočjo dizelskega motorja in dinama doma začel uporabljati elektriko. Dobavljal jo je tudi 36 podjetnikom, ostalim pa je bila takrat ta dobrina še nedosegljiva. Mariborčani so elektriko v svoje gospodinjstva dobili z izgradnjo hidroelektrarne Fala in 10-kilovoltnega daljnovoda. Danes, 100 let kasneje, je na javno električno omrežje na območju Elektra Maribor priklopljenih 214 tisoč gospodinjstev. Ta namen smo samo na našem območju morali zgraditi 16 tisoč kilometrov daljnovodov, imamo skoraj 3500 transformatorskih postaj, 855 sodelavcev skrbi noč in dan za to, da je naše območje, ki predstavlja petino Slovenije, stabilno oskrbljeno z električno energijo. Vsak izum je na začetku genijalen, kasneje pa postane samoumeven. Dobesedno vse, kar vsakodnevno primemo v roke, je povezano z elektriko. Ko zmanjka elektrike, kje vam najbolj manjka? Kaj vem, mogoče zdaj v zadnjem času najbolj, ko si na kakem računalniku, na internetu, pa bi moral kaj poslati, kak e-mail. Pralni stroj, peč centralna, po zimi. Če malo zmanjka elektrike, pa par minut je nismo že živčni, že kličemo na tale servis in tako naprej, tako da verjetno bi bil kar kaos, vemo pa, da zdaj pred kratkim, ko je bil ta žled, je bilo veliko dni brez elektrike in verjamem, da so ljudje zelo trpeli zaradi tega. Množica strokovnjakov mora zavzeto delati v težkih vremenskih razmerah, v žledu, snegu, vetru, dežju, v podnevi, po noči, kot se je žal v 100-letni zgodovini izkazalo tudi v vojni in v miru, zato, da smo lahko mi 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni na leto stabilno, zanesljivo in kakovostno oskrbljeni z električno energijo. Razvoj na področju elektrike se še ni ustavil. Vedno večje so težnje po pridobivanju elektrike iz obnovljivih virov, kot so voda, veter, sonce. Nekaj tisoč slovenskih gospodinjstev na ta način že pridobiva elektriko in jo tudi prodaja v omrežje. Gospodinjstev, ki bi bila popolnoma neodvisna od elektrodistributerja, pa je peščica. Teh, ki bi v obliki samooskrbe se oskrbovali in na tak način prispevali k ohranitvi okolja, je pa zelo malo, ne vem, 5-6. Veste, to področje je še vedno v eksperimentalni fazi. Elektro Maribor je v praznovanju 3 pomembnih obletnic pripravil slovesnost v dvorani Mestne hiše Rotovž. V dvorani so tudi 300 žarnic z žarilno nitko zamenjali z LED sijalkami in tako za 80% zmanjšali porabo elektrike. Na Dravskem polju, tik ob strugi reke Drave, so izvrstne razmere za pridelavo krompirja. Zato so polja v Moškancih za preizkušanje novih sort te nepogrešljive gomolnice izkoristili tudi strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor skupaj s kmeti in podjetjem za trženje semena. Na njivah kmetije Firbas, ki prideluje krompir na 10 hektarjih, so primerjali novejše sorte s standardnimi. Pri razvoju novih sort se vidijo izboljšave. In vseeno je to ena pozitivna stvar za vsakega pridelovalca krompirja. Nekakor se spreminjajo okusi potrošnikov, tako da tistega povpraševanja samo po belomesnatih sortah je sedaj nekoliko manj. Se pravi, tudi druge zelo okusne sorte z rumenim mesom so aktualne. Še pred 20 leti smo v Sloveniji pridelovali krompir na 20 tisoč hektarjih, danes na četrtini teh površin. Pridelka zgodnjih sort je sicer za slovensko porabo dovolj, po zimi pa domačega krompirja primanjkuje.
Le nekaj največjih pridelovalcev je recimo ima pridelavo krompirja na nivoju resnih pridelovalcev zunaj v pač razvitih deželah. To se pravi, dosegajo visoke pridelke, imajo tudi tehnologijo rešeno. Najbolj zaostajamo pri namakanju. Krompir namakajo celo v deželah z manj vročim podnebjem. V Veliki Britaniji denimo kar 70% površin. Tudi na Firbasovih poljih imajo namakalni sistem. Letos ta nasad trenutno je bil že namočen 3-krat. V juniju je bilo tu kar nekaj dni čez 33 stopinj in v bistvu je v tistem momentu trebalo vzdrževati primerno vlažnost v zemlji. Tako je pridelek v primerjavi z leti, ko niso namakali, za več kot 30% večji. Od krompirja pa k kulturi. V Ljutomeru se bo s projekcijo filma Napori pri ohranitvi prvih filmskih zapisov dr. Karola Grossmana 1905-2014 drevi začel 10. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Festival bo do sobote ob Žlahtni kapljici ponudil 28 celovečernih filmov, 11 glasbenih dokumentarcev in 33 kratkih filmov z vsega sveta. Sicer pa se ni bati, da bodo ljubitelji nogometa kljub temu, da je svetovnega prvenstva konec, prikrajšani za športne užitke. Nogometaši nogometnega kluba Maribor bodo čez dobro uro v Mostarju zaigrali proti ekipi Zrinskega, sicer prvaku Bosne in Hercegovine. S tem vijoličasti začenjajo novo sezono evropskih tekmovanj. Gre za prvo tekmo drugega predkroga Lige prvakov. Maribor je tak premočen je za ekipe iz Bosne. Jaz upam, da je na obe dve tekme čista zmaga. Meni se zdi, da je to naslednik Veleža. Ampak je vedno bilo težko, ker Velež je imel vedno dobro nogometno šolo. Imel eno najboljših nogometnih šol v Jugoslaviji. Jih ne gre podcenjevati to? Ne, to pa ni. Morali pa bi taki pristop, kot so ga lani imeti, bi morali isti pristop. Sploh v teh prvih kolih, ko dejansko si favorit, pa nisi favorit, ker te lahko presenetijo. Tudi Maribor zna presenetiti, ima dobro ekipo, tako da pričakujemo en ugoden rezultat in čez dober teden dni polni Ljudski vrt in napredovanje Maribora v tretji krog. Predsednika Hrvaške in Slovenije Ivo Josipović in Borut Pahor v Dubrovniku gostita vrh držav jugovzhodne Evrope, ki sodelujejo v tako imenovanem procesu Brdo. Posebna gostja je nemška kanclerka Angela Merkel. Pogovori tečejo o energetiki, infrastrukturnih projektih, političnih razmerah na tem območju in nadaljevanju širitve Evropske unije. Tudi sliko se zdaj selimo na tuje. Nemška nogometna reprezentanca se je 2 dni po osvojitvi naslova svetovnih prvakov vrnila v domovino. Pred pristankom na berlinskem letališču so pristojni letalo z nemškimi nogometaši izjemoma dovolili prelet nad osrednjim delom Berlina, kjer se je že zbrala navdušena množica navijačev. Zmagovalci svetovnega nogometnega prvenstva v Braziliji so se nato z avtobusom pripeljali do Brandenburških vrat, kjer so pozdravili kakih 500 000 svojih privržencev. Poslanci v Evropskem parlamentu glasujejo o novem predsedniku Evropske komisije. Potem, ko so voditelji držav Evropske unije, razen britanskega in madžarskega premijeja, za ta položaj predlagali nekdanjega luksemburškega premijeja Jean-Clauda Junckerja, bo ta zaradi dogovora med največjimi političnimi skupinami tudi v parlamentu najverjetneje dobil dovolj glasov za potrditev. V Braziliji se začenja 2-dnevni vrh držav BRICS-a. Voditelji Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske in Južnoafriške republike bodo na srečanju po napovedih ustanovili lastno razvojno banko in rezervni sklad za pomoč državam v finančnih težavah. Govorili bodo tudi o mednarodnih vprašanjih. Med jutranjo prometno konico se je na moskovski podzemni železnici zgodila huda nesreča. Ob iztirjenju vlaka je po zdajšnjih poročilih umrlo 12 ljudi, kakih 120 je ranjenih. Reševalna akcija še traja, saj naj bi bili številni še vedno ujeti v razbitinah. Po prvih ugotovitvah je do nesreče prišlo zaradi napake na električnem sistemu. Izrael je sprejel pobudo Egipta za prekinitev spopadov na območju Gaze. Medtem ko politično krilo Hamasa o morebitnem premirju še razpravlja, je oboroženo krilo tega palestinskega gibanja egiptovski predlog že zavrnilo, ker je prepričano, da pomeni vdajo. Od začetka spopadov je bilo po navedbah Palestincev na območju Gaze ubitih najmanj 192 ljudi, kakih 1400 je ranjenih. V japonski Osaki so odprli tematski park poimenovan Čudežni svet Harryja Potterja.
Odprtja parka se je udeležil tudi del igralske zasedbe iz serije filmov o čarovniku Harryju Potterju izpod perisa britanske pisateljice J.K. Rowling. Tematski park v Osaki je šele drugi te vrste na svetu. Očitno pa bomo čarovnijo končno dočakali tudi pri nas, vsaj kar se vremena tiče. Čeprav bo po večini sončno, lahko popoldne še nastane kakšna nevihta. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter. Dopoldne bo od 11 do 17 stopinj Celzija, čez dan pa kakšno stopinjo topleje kot danes. V četrtek in petek bo večinoma sončno, možnost popoldanskih neviht bo majhna. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.